si imel čas poznati Damjana Murka. Wow. Jaz sem točil pivo, pa prišel za mene tak. To pa je čas, ne? Joj, ste napeti, gospod. Res, prisežem. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav. Vem, kaj si bil zadosti na postovanju. Pa bil sem samo... Kurentij, ajde. Ja. Postovanje slash kurentija. Samo nisem bil tak fest. Kjokrat si bil zdaj? Dvakrat. A dvakrat si bil, to celodnevno? Ja, Kaj ima? dvakrat cel dan. Naporno? Ja. Dvakrat mi je bilo čisto dovolj, iskreno. Za letos? Za letos, ja. Tako da ful je naporno. Zjutraj se staneš, greš na avtobus, pa te cel dan ni. Priješ do sponzorov, osnovnih šol, vrtcov, ne vem, bolnic, ružeš, pa vse bo so treba kakje mokri robček, špricer, spiti. Ja, kaj naš dehidriral, ne? In se nabere. Pač ni toliko problem v alkoholi, kak samo da daješ krofe, ne vem, narezke, to samo ješ. Ješ pa piješ cel dan. Ja, Dobro, se pokuriš, ne? Tudi zvonci ne so lahki. ja, samo če si vragec. Aha, ti si vragec, Ja. ja. Točno. Evo, pozabil sem. Veš, Zato ponovadi vrageca prvega vrže. ja. Pa veš, pa vrageče mora točiti pa vse, Mhm. pa kape noste. Kaj kape? Od kurentov kapo. On mora na avtobusi lepo nesti pa na zid dati pa to. A maske, to te? Tam maska, Ja, maske. kapa. Tako da... Kaj kam pa ti pa svojo, a jaz sem mislil, kaj je to, a to je tako v športi. Veš, kaj tisti, ki imaš enega, ki žoge pobira, pa vedno Ja. to, ne? Ja, Tako to so vrageci v kurentiji. vedno, če treba zavezati čevlje, vrata odprte, vragec je kot neki Ja, pomočnik. ker si mislim, gibljivi si, ne? Ja. Pa recimo kurent, ko ima kapo, torej tudi, Ja, ko si masko, da gor masko, ima to perje. In vsak kurent ima perje, so najbolj občutljivi del kape, pa ful je mu pomembno kurenti, da mu je lepo to zgleda. Tako da ne smeš mu perje potrte, pomeni, če greš mimo njega, ko gre v gostilno, vedno v glavo dol, ne. Pa tudi na avtobusi vedno mu kapo moraš dati vsak na 2 zica ena kapa, ne. Da se ne uniči perje. Kaj si, dobro. Tako to ste bili s avtobusom, tjel še? Ja. Z avtobusom. Koliko pa se je bilo članov? Ja, povprečju, mislim, članov je več, ampak gre pa nas recimo 12, 13, 14 mogoče. Odvisno tudi kakva kultura, pa kam daleč, ne. Ja. Tako da gre pa cel dan. Ja, cel dan, ja. Včeraj sem se pogovarjal na dogodki z onimi kurenti, ki so prišli, ne. V Ljubljani? Ja, je V rekel, Ljubljani imajo kurente. Pač, ne. Ne, naše ptujske A so prišli ptujski ta so dol. prišli tja. In so 4 ali 5 dni nekaj tam v Domžalah, okolica Ljubljane spijo in se vozijo. Litija, ne vem, imaš Ljubljano, pa Ljubljani na Gorenjsko grejo gor, Velenje grejo ružit in sem tak, pa kak pa ti v službo hojiš, pa je rekel, jaz sem si vzel dopust teni, kaj hoji v Korentijane. Tako mu še ten ni ostane. Ja, ampak dolgo so kšanke prišli, to so bile runde. Veš. Kaj si? Aha, njim. Ja, celi avtobus, ne veš. Wow. A ti za šankom si delal? Ne. Ja, tudi. A tudi? Tako da... Kaj greš dol na mesto gor, Patrik? Hecam te. Aha, okej. Ne, fajn mi je po dolgem cajtu, samo vem, da nemam kondicije. Več toliko delati. Sem mogel se, ko sem šel jutro ob 4, pol 5 nazaj, sem se v celi vstal pa v avtu spal. Ja, vse pamet. Domov se ne mogel priti. Tako da... Ja, ponavadi tako, da smo hodili v Ljubljano ven skup na te evente. Ja. Je tako nešto drugi vedno vozil, ne? Nikoli nismo mi. Ja, ali pa tudi vlak. Ali pa vlak, ja. Vlak je bil kar dobra opcija. Tako da nisem več kondicije. Kaj pa, ne vem, točiti, stik z ljudmi, te zmanjtra, kaj? Najbolj, da si na nogah, ne, cel dan. Ja. Zjutraj priješ v dvorano, pa greš zjutraj ob 4 ven, pa cel dan si na nogah, ne, dejansko ne sediš nič. Pa ves čas je ono timing, pa ko se, ne vem, dvorana odpere, tako mora biti vse pripravljeno, ampak ko so pa ljudje, te grem ponovadi za šank pomagati. In tam pa jaz, pa včeraj so tudi organizatorji, veš, direktor firme, vsi smo mogli točiti,
ker tako je pivo šlo, ne. To pomeni 6 točilk, A, vsak je na 6 eni bil točilk, ja. in konstantno šlo pivo. Kaj pa bilo za event to? Kaj pustovanje, neko bilo? Ja, na Gorenjskem. Aha, tako se reče, pustovanje na Gorenskem. Ja. Kaj je bilo za izvajalce, da vem, kaj je bilo za muziko. Če smo kaj zamedili, ne? Ja, to ti kaj bo za vtorek? Štuke, da vem, če veš, kdo je sploh vtorek štuke. Ne, ansambel stil. Daj, Eh, poskočni. Mislim, da so poskočene. ne vem, res ne vem. Ja. Poskočni so bili, Tjaša je bila, Božič, pol je bil Damjan Murko, pa Manca Špik. Ja, Sami za mene, Sem še koga pozabil? Ne vem, jaz ne vem. Mislim, da še je bil en. Dobro, Pa dobro, nešče še je bil. teže ne pomemben, ne. Skater. Aha, tudi kaj so Veš, vedno ja, da smo, kaj že tu, je za klub, A ja, Markovci. Siesta, Siesta, so bili vedno. Tudi so bili vedno. In si imel čas poznati Damjana Murka. Wow, Jaz sem točil pivo, pa je prišel za mene tak. to pa je čas, ne. Joj, ste napeti, gospod. Res, prisežem. Pa to je, pa tam tudi v backstage, ko smo se pogovarjali, pa to on je skozi take, veš. Ta svoj imidž, oziroma promovira. Igral, ja. Ja. Ampak ti rečem, da od vseh izvajalcev mi je on eden najljubših, zato ker z vsemi se je slikal, z vsemi se je pogovarjal, veš. Jaz zdaj nisem, ne vem kak je, pač prijem ta delat na dogodek, ne. In se z mano pogovarjal tako, da sem isto, ne vem, drugi izvajalec, ne. V backstage, ker ponovadi v backstage so lahko tudi eni arogantni, kar ne, pa veš, pa se nosijo, pa to. Včeraj sem tudi slišal, da tudi, ko so dogodki, ne, pa pridejo neke estrada slovenske glasbe, ne, to pomeni top izvajalci, da včasih morajo biti prav ljudje, ki samo za njih se ukvarjajo, da oni se ne počutijo zapostavljeno od dogodke, ker so lahko razočarani, ne. Oziroma so pol slabo volje, niso taki performerji, ne, na odre, ker oni morajo biti središče pozornosti in vem, da pride človek na dogodek, da se samo s tem ukvarja. Tako da on v bistvu jemlje kot, ok, jaz prijem zdaj za to ceno tja, Ja. v to ceno imam to pa to vključeno, zdaj, če mi vi tega vsega ne boste nudili, se jaz nem do 100% od sebe, recimo. Ja, podzavestno je to, Ja. oziroma ti moraš biti tam ga predstavljati tudi drugim ljudem, veš. Misliš, kaj res sem taki, kako oseba, ki mora to imeti konstantno, ali da je, ne vem, da to more tako delati, ker ohranja tudi svojo ceno, Po price. moje, on to, mislim, izvajalec bi si predstavljal, da je navajen, pa tisto je njegov večer in on hoče biti, pričakovanja neka in jih probaš zadovoljiti, zdaj pa odvisno od posameznika, ne, kako visoka so. Zdaj ne vem, kdo je to, ne, samo vedno naš povedal. Bom ti bolj povedal. Aha, Vem tudi, mislim, sem že na dogodki delal, pa mislim, da si, mogoče si bil tudi ti poleg, ko Ja. smo... Niso bili slovenski tisti taki, kaj smo mi enkrat delali tam v Stožicah. Aha. So bili tudi, niso bili Slovenci, Ja. pa so bili face, tako arogantni. Lahko Ja, rečemo. ja. Vem tudi, da si včasih kdo noče zapestnice sploh gor dati. Aha, ja, da je to moti, Ja. ne vem, njegov zapestje. Ja, pa tudi ta spisek, ko smo rekla, ne, kaj on hoče imeti v backstage, pomeni v svoji sobe, je lahko včasih kar poln. Vem za eno izvajalko, ki je prišla sama kot skriti gost, ne, to pomeni, da si ti kot 2-3 pesmi mogoče maksimalno odpoješ, pa je bilo, bi rekel, 200, več kot 200 evrov, recimo na spiski pijač gor. Za eno izvajalko, Ja. z njenim bandom. Ja, seveda. Pa to so včasih mojete, to so včasih... Spijajo po 10 od tega. Včasih je res grozno, da eni res pustijo. To mi je, da samo toliko, da Ja. je. Nama za me je govorila zgodb, kaj smo mi delali se. Veš isto, kdo ostane, ga ne, pa... Si ti... Pa dobro, gled, mi tudi včasih v Grmovje kaj skrijemo, Ja, da še ostane. Točno, ja. Ne, veš, kaj si ti v Grmovi enkrat skrija? Poker. Ja, to sem enkrat skrijal v Grmovje. Pa je bilo en teden poker v Grmovi. 2 pokra smo imeli, tega Ja. smo šli na vlak. Veš, ker je, ki si rekel, ker je bil, ker ti je Damjan Murko bil face, je tako pač osebno, ne? Ja. Na osebni ravni. Mislim, ne osebni ravni. Ker je bil Komunikativen vsemi, ja. človeški, ne? Tako. Žan Serčič, Aha, te v Stožicah. Tudi on normalno pozdrava, veš, se pride, Ja. dečki, kako ste, veš, pa smo bili v backstage samo, ne? pa smo samo hrano prinesli. Ja, ali pa, ne vem, pa skrbeli za ograje, pa to, ne? Ja. Ful je. Veš, to
Ja, ga sem si zapomnil, ker je pač veš čisto, rekel ti je rekel zdravo, prvi ti je, mislim, te nagovoril, ti je rekel, kak ste, ne, veš. Seveda ti za njegov dogodek To ni skrbiš. bil, noben drugi ni bil, ne, taki. Pač vse jaz te tisto, kar sem delal, 2-krat, 3-krat. Ja, meni je bil zdaj Damjan Murko res všeč, zato ker je na osebno raven pa to, pa ono videl, ti Štajerc, ne, ker veš, on se je tam ljubljansko pogovarjal, ne. Aha, wow. In seveda, pa zabaval se konstantno celi čas, ne. Pa tam je bil zraven backstage vrata, te pa so ga tako videli vsi. In on je šel do vsakega pa se slikal, ne. In veš, ljudje so pijani in ga malo provocirajo že, ne. Ja, ja. In, Samo svakemu čast. ja, Ker on tako dolgo igra to vlogo. Kako dolgo on sploh pač na scene. vse igra, ne, verjetno. Ja, mislim, Pač igra on to, pač to tega Ja, samo karakter. sem pa tudi čutil, da je malo taka osebnost. Ja, veš, na- poziher, ja, izkušnje. Ampak po moje, mislim, ja bi rekel, da doma ni take. Ne, Recimo, jaz do to otrok. mislim, ja. Po moje, to je moje mnenje. Ampak je spoštljiv, ne, ni nikoli aroganten bil, pa tudi so ga provocirali polno, ampak on se vsemi sliko, veš. Je vajen je tega, ker on s tem, ki ga se drugi lahko nad njega spravijo, ne, Ja. pač takih ima on večina skoraj, ne. Te pa naveš, te pa se na koncu slika z njim, ne. Ja. To je meni tak, najprej ga napadaš, te pa se na koncu slikaš z njim. Zanimivo. Ja, a pa tudi za hrbtom govoriš ono. Ja, ja, ko je Damjan Murko, pač gled, kak je, kaj dela. Ne zdaj rekel grdih besed, ne, ki bi jih drugače lahko, ampak. Ful pozitivno presenečen. Sem pa tudi študiral, on igra to vlogo recimo malo geja, ne. Ja, to sem hotel Pa, reči. Ja, pa moške zajabavle. Pa ima družino pa to, ne. Te pa sem študiral, kaj če bi bil dejansko gej, pa bi igral vlogo geja, pa drugi ne bi vedeli. Veš, da bi Ja. to njemu dejansko ustrezalo. V smislu, Ja, da bi da bil v svojem v bistvu, habitatu. v bistvu ne bi igral, ne, ampak delo bi se, da ja, drugi bi mislili, da igra, ne. ja, ker veš, mislim, ne poznam nobenega takega estradnika v Sloveniji, recimo, ne. In ponovadi je bilo to bolj zaničevalno, ne, veš, da ti, ne vem, malo moške tam provociraš na kakekoli, ali fizično, psihično, ne. Po mojem ne bi bilo všeč, veš, on pa zdaj igra. Njemu pa zdaj to vse v prid gre. Kaj misliš, kao on influencer, on, kako se reče, vplivneš? Mislim, da on sploh nima družabnega omrežja. Nema? On ima z ženo skupaj ali nekako tako. Aha, samo veš, kaj meni je on na Facebooku pred 5-7 leti profilno komentiral. Ja, to vem, to je bilo takrat kar, tudi meni, mislim, da Ja, ampak to je po mojem on nekoga imel, ki je Ja. to delal, ne. neka agencija. Mislim, po mojem vplivnež, ja. Tako, to te karte, kaj je dal, ima tudi tajništvo, pa to, da ga pokličeš, da lahko naročiš za Samo, promocijo. ja, samo on je vplivnež v smislu, ker je nekaj prodal, ne, on prodal le sebe. v bistvu, To, ja. Ne pa konzumira Ja, ne, nekih izdelkov. Tak ja, ni vplivnež, bi jaz rekel. Kaj veš, on bi mogel, tebi on mogel imeti za sebo ljudi, ki bi mu sledili vse, ki bi hteli biti tako on. To po mojem nima on. To je res, Veš. tu imaš point. Ja, on je pač, ja, On je estradnik, samo- pesnik, On oziroma izvalec. sam sebe promovira, samo s Ja. tem, kaj je pač drugače od drugih. Ja, svojo persono. Tako da ja. Kaj si glede vplivnežev mislila? Ne vem, tako. Zdaj, če smo že pri vplivnežih, kjer je tvoj najljubši vplivnež, ki mu tako slediš. Imam jih po mojem več v nekih industrijah, ali malo fitness. Ok, ajde, fitness, ne. Vem, kaj fitness s tem imajo nekdo, take res nabite Ja, gorile. ja, tukaj mi je za grdo, Ja, je ja, takrat meni bilo, tudi, ja. mislim, definitivno Sibam, ne, to je Aha, si bom, ok. bil en, ampak malo sem še vedno bolj ono na estetsko bil pahjen, to pomeni ne taka masa, bolj vseeno, da se vidi šredati, ne, oziroma izrezan. Pa dobro rečemo Sibam, recimo fitness. V gradbeništvu, To je težko, ne. Vplivnež v gradbeništvu. To je malo tak, ne. gradbeni varovnik Ivan Zidar. Ja, tisto, domači mojstri, ali kaj je neki Instagram profil, veš, te pa ti nekaj kaže, Ja, kako delajo, kako je en okno notri vstavil, pa je luki gori pista, te pa je z papirom notri podloža. to so te quick tipe. Pač, ja. Ne, pač mimi so bolj kot ne. To. Ne vem, verjetno podcaster, pol kar nasplošno lahko rečem, verjetno kar Klemen. Ti? Koga zdaj recimo spremljaš? Problem je zdaj v tem, ker zdaj mesec dni se veš, kaj imam post od socialnih omrežij, že ne. Ja,
To je zdaj problem pri meni. Zdaj oceniti, koga bi spremljal, ne, ker dobesedno nikoga ne spremljam. Ali pa si. Sam, ja, vse to. Jaz sem bil fejst v YouTube, bolj, veš, taki so mi bili bolj všeč. Ne. Jaz vem, da sem bil mlajši, sem spremljal The Sidemane, tudi so mi bili. Kaj je to? Sidemen so grupa YouTuberov, te pa imaš Road to Show, V2S, ne, Ok. W2S, KSI, Ok, toti so A ja, tudi ok, so vem, pod vem, Sidemen, Ja, no, ja. te pa jaz sem v Road to Show, ja, najrejši izmed totih. To je zabavno. Ja, pač FIFA so igrali, pa to pa veš, to te fuzbol, to te neke challenge sem delali, pa take fore. Si tak bil YouTuber že prej? Ja, jaz sem YouTuber, ja. Ne, šarov Fredek. Ne, pač mislim, da razmislim malo. Ti sem premislil. Pač zdaj to, ki bi vplivneš, ki bi veš, samo s tem človek služil, je ne, samo, ajde, športnike potencialno ti lahko vplivneš, ne. Ja, ja. No, tako Lahko veš, je. jaz imam po moje to bolj Luka Dončić, to vem, ke na nikoli unfollow. Pa tu si Pogačar verjetno tudi. bolj Roglič. Oziroma Jaz sem- Pogačar, Roglič, Jaz sem bolj oba. Roglič fan, Jaz tudi, ampak se mi prvi prišel na pamet. Samo kako smo Slovenci smešni, ja, ker imamo dva najboljša kolesara skoraj praktično na svetu, ne. Ja. Pa smo tako male, pa še vseeno se malo moramo razdeliti. Ker je boljši, ne, ker za katerega si, ne, veš. Jaz mislim, da objektivno gledano je Pogačar boljše. Pač ja, Ampak se mi zdi, da Roglič ta svoj vibe, pa te svoje padce pospone, to ljudi pritegne. ki je presenečil, veš, ko je že bil obupan, aha, spet šel gor, ne. Pa vsakeč mu na koncu pač skoraj vsakeč mu rata, veš, tisto, s to njegovo trmo, pa pač doseže zmage, ne. To je fascinantno. Ja, dober je. Shoutout. Ja, šel v Murko, kaj je Dončić, pa Pogačar, pa Roglič, vsi, ne. Ja. Glede vplivnežev pa sem mislil, da tudi se mi zdi, da ta beseda vplivnež je bila na začetku rezervirana, pa bila ful na pedestali, ful dobrem meste, veš, ti si vplivnež, težko je biti vplivnež, pa zdaj pa se mi zdi, da je že tako malo zapostavljena, da Praktično lahko vsak, ne. ja, se ne ponašaš, aha, jaz sem pa vplivnež, veš. Po moje Eventualno, če si že malo znana oseba, pa imaš, ne vem, Instagram z, ne vem, plus 2000 followerji, ne, pač, ki so tisti resno, ki niso tisti neki boti, ki so samo številka, ne. Po moje imaš že vpliv ti. Ja, na svojo bubble, Pa svojo hitro okolico. lahko začneš tudi, veš, marketing, tudi, ne, social media marketing, kako se temu reče. Ja, socialna omrežja, ja, marketing, vse to slovensko beseda. Samo se mi zdi, da tudi recimo punce, recimo, dostakrat, danes mi je glih prišel recimo, danes je že se začelo prelavljati ne samo več v lepoto, ampak tudi mogoče v smer spolnosti, ne, in OnlyFans pa to, in se ogromno punc za to odloči in mi je danes glih vrglo ven eno OnlyFans kreatorko, ki je šla gor zato, ker si je plačala operacijo za raka. Na OnlyFans. Aha, da je s OnlyFansom se to začelo, da si je zaslužila. Ja, in sem bil tak, wow. Po eni strani vse sploh nemaš judgati. Ja. Za zdravje, veš. Razmišljam, če je sploh kakšen način, ki bi hitreje prišel do dnora, kako zdaj pač, ne vem, da imaš dobro postavo, pa se prodavljaš svoje telo, ne. Pa to je glede spolnosti najbolj sofisticirana varianta OnlyFans, veš, ja. prostitucija je že težja, ali pa recimo pornografija kot snemanje, ne. Je kakšen hitrejši način, tako easy money, veš. Tako je to, da se pač slikaš, objaviš sliko svojega telesa, pa so ljudje pripravljeni Pa če plačati si za to, da to lušten, vidijo. ne, če si lušten, se mi zdi, da je to kar ziher varianta, veš, da grem zdaj jaz nekaj gamblat, Ajde, idi. veš, to imam plus minus 50-50 recimo, ne. Tu pa je pa res, da to ostane, ne. Ja, Ampak ja. vseeno za zdravje se mi zdi, jaz se ne judgem. Ja, pismo. Ne vem, ne. Če bi jaz bil v tudi situaciji, pa bi bil zdaj ne vem kakšen lepotec. Kar si. Ja, okej. Bi šel se slikat. Ti bi se šel?
Ja, mogoče prvo probo z food. Problem je v tem, ker zdaj nisi v taki situaciji, ne, ampak. Ja, to je res. To zdaj govoriti. Ja, ker ti razmišljaš, veš, zdaj ali umrem, ali pa se rešim, gled, se grem pač slikati, ne. Res je. Mislim, da človek bi, veliko ljudi, ki bi zdaj reklo ne, bi pol reklo ja. Ja. Ker fora, mislim, vse so še druge opcije, ampak to je ena bolj ziher variant, da lažje zaslužiš denar. Sem pa tudi študiral, enkrat sem poslušal podcast glede teh vplivnic pa teh, da to jim sploh ni za zavidati, veš, da so na tem položaju. Ker ona, oziroma on, se lahko tudi moški, stavi, ne vem, športnik, da šport na prvo mesto, recimo neki filozof je dal znanje, neke lepe, oziroma lepi posamezniki dal lepoto in to dal na pedestal in pol si ti influencer in s tem operiraš. Zdaj, te, ki pa dajo lepoto, ne, to pa ni trajna zadeva, ne. Ljudje se spreminjajo že kot fizično osebe in ti vedno bo prišla ena, ki je bolj lepa od tebe. In je kar riski zadeva, veš. Lahko če hitro samo- postane obsesija. Ja. Tako da bi jaz zdaj nekomu zavidal, glej onega influencera, veš, mogoče se pa on notri spopada z nečim, kaj je nekoč imel, pa zdaj več nima. Štekanje. In mu je to bil vir zaslužka, tu še imaš finančni vložek, ne? Ni to samo vpliv, ampak tudi finance. Tako da najboljše je, da na več stvari staviš, ne? Da influencaš ne samo z lepoto, ne vem, znanjem, kariero, športom, ampak da imaš nekaj, ki je recimo trajnega, pa kombiniraš, ne? To se mi je vedno zdelo, da Ja, da nisi samo na zunanjost vezani, ne. Ja. Na svoj izgled, ne, misliš. Da še, ne vem, neki svoj talent Recimo. promoviraš tak, ne. Oziroma ali pa talente drugih, ne vem. Kaj bi dalo za taki primer? Pa recimo, poglej, recimo, kaj ti probaš svoj Instagram promovirati, ne? Ti si recimo, ne toliko objavljaš? Pač ne, saj jaz imam Instagram zbrisan sicer, tako bom naredil, glej. Instagram imam zbrisan s telefona, Facebook, Instagram, YouTube, kaj so še, YouTube si TikTok. tu izbrisal? Ja, Wow. TikTok pa, veš, ker na TikToku stoji švorci že, ne. Facebook si rekel? Facebook. Snapchata tak nisi imel? Ne, Snapchat ne. Pa toti, kaj je, Twitter, ne, X. Aha, Twitter si tu izbrisal. Ja. Zanimivo. No, to nema nič. Pač, ko pa nekaj, recimo nekam grem ali pa nekaj, ne, ker vseeno, veš, imaš tudi svojo neko nit ohraniš z ljudmi, ne, ker pač vseeno, ki se ne hmarijo, ne. Tako si jaz to učim, ne. Ker ne si čisti ghost, ker vseeno tudi, ne vem, kdaj greš službo, 100% je, ker te bo tisti, ki te zaposluje, bodo napisal tvoje ime v Google, pa da glej, ti si predstavljaj sebe, da si direktor, itak da boš napisal ime notri. Se strinjam. No, zato tudi dam nekaj, kaj sem jaz že vse sam. In kaj pa daš ponovadi? Ja, ne vem, gore, ali pa veš, to te moje aktivnosti, pač da poti, da tudi oseba ti so vidi, kaj ti rad delaš, ne. To v tem smislu, pa morate poti ti lao zaposli, veš, v smislu, glej, mama, tudi to imam jaz rad, ne, recimo, ajde, to sem zadal primer. Objavim, te pa si samo potegnem dol za tisti čas, objavim, ne vem, na story, ker problem je na PC, če imaš, ne, na računalnike, ne moreš dati na story, nič. In že zdaj je to problem, veš, da bi mogli v koši repostati, ne, stvari. Te pa jaz grem na računalnik, pa ne morem dati na story, ne. To bi mogli popraviti, sorry. Pač ne vem, ne vem. Ne vem, zakaj ne, pa ne moreš odpirati, veš, če ti kdo pošlje kako sliko, ne moreš odpreti slike na računalnik, recimo Instagram, ne, tisto, veš, kot ti fotos, ne. Ja. Veš, kaj bi ti lahko foto poslal nazaj, ne. Unable to napiše, vem, ja. Te pa je pač taka situacija, ne, te pa pač to vse naredim, dam enkrat jaz nekaj na story, ker si pač na telefon potegnem, ne, te vse, veš, za nazaj objavim, gor našupam na story. Ne, nek od individuum podcasta objavim, te pač tisto, kaj sem hotel, zakaj je bil poglavitni razlog, kaj sem šel gor, ne, pa te še za nazaj, pač še kaj moram promovirati, ne. Ja. Se tudi to podcast, recimo, jaz sem prej vedno šport dajal, pa malo zabave tudi. Zabavo probam dati čim manj. Šport, mogoče kakšna kariera, pa podcast. Podcastom sem si zdaj mogoče malo vrata odprl oziroma skup, da znanost oziroma izobraževanje pa to promoviram tudi skozi sebe, pa da se jaz učim, ker prej sem imel šport, ne. Pa tudi prije poškodba
in si odsekam. Pa sem dejansko šel na Instagram gledati, pa sem videl, nič nisem objavljal. Na highlightih nisem skoraj nič imel. Skoraj pametnega drugega kot šport. In sem bil tako, pa dobro, saj nisem jaz samo športnik, veš. Pol pa kak je delež ti si pripravljen deliti oziroma influencati druge oziroma ta svoj krog prijateljstva. Pač, okej, mi imamo recimo odprte profile vse posod, ne, ker moramo imeti že zaradi tega, če se tagneš, da se na tvojem profili pokaže. Pač marsikdo ima zaprte, tako ni tega ne bre dovijeti, ne. Pač jaz tako študiram, ker vseeno je neka, če so socialna omrežja na voljo sebe promovirati, je okej, svoje interese, veš. Tako mislim, ker ni nič spornega. Ajde to, ne vem, da sem bil v nekdo, pa ne vem, slikara, kako sem pijan, to sem nikoli ne dal na gor. Ja, jaz sem pa imel obdobje, ko sem dal. Pač dobro, ajde, tisto si kaj. Je pa res, da vedno 18 let glih. Ja, je pa res, da ni bilo nikoli nič tako spornega. Je pa res, da nikoli nisem naredil teh close friendov, ne, oziroma bližnjih prijateljev, ker pol bi me to preveč potegnilo, oziroma bi Vse bi delal gor. študiral bi, kaj pa zdaj jaz lahko dam njim. Te pa bi, ne vem, si različne grupe naredil close friendov in zdaj sem tak, če bi rad nekomu, daj vsem sporoči, kaj delaš. Okej. Ja, ne, jaz close friends, to sem imel, to pa ja. To sem imel, ker sem zapal sebe, pa pač koga, upam, ker sem še koga, kdaj kaj. Pa eno grupo ali... Ne, vse close friends imaš lahko samo eno grupo. A samo eno? Jaz sem vedno mislil, da jih lahko več. Ja, mislim, ker na Snapchati tako imajo narediti, ker imaš ti lahko več totih friend group, close friendsov. Ja. Zdaj, za tiste, ki ne vejo, kaj je to, ne, to so tako, ker si izbereš ljudi, za kere bi rad, da vidijo tvoj story. To pa vem, da vsi vejo, kaj je že zdaj, ne. Ja. In zdaj sem študiral, vse prej smo se v avti pogovarjali, da bi tudi za podcast bilo dobro. Prva je bilo miselni proces, da zdaj imam rehab poškodbe, moram reči, da je šlo vre. In dejansko čutim dosta manj bolečine, se tudi sem šel na dogodek delati zato, ker nisem več bolečine čutil. Šel sem poleg kurentov, sicer nisem si kurentije kupil zvoncov, ker vseeno to obremenitev. Ampak sem skakal pa hodil okrog celi dan, ker hrbet malo boljše gre. In kaj bi zdaj spet začel, ne, dalje. Pol pa imam dole specialko, ne, isto kolesarjenje, v gore pa vse, kaj smo hodila, pa tek, ker vsega pa več tudi ne mreš, ne. Nekda, ko smo dejansko si lahko vzela 14 dni, pa šla, ne vem, ali v Dubrovnik, oziroma skoraj vsaki tretji vikend nekam v gore. Zdaj vem, da ni to tega časa več skoraj. In se moram odločiti, ne, in pol pa se zdaj odločam, pol pa kaj pa od tega bi sploh objavil, ne. In imam zdaj ta miselni proces, ker se mi zdi pa, da dobro, da to ohranjaš, sploh zdaj, ko imamo podcast, jaz to mislim, da vidim, kako težko je včasih katerega gosta dobiti, ker te niti ne pozna, ne, oziroma odpere pa mogoče ima neki del tebe samo. Je pa res pol tudi, koliko si pripravljen deliti, pa promovirati sebe, pol pa še mogoče koga drugega preko sebe, pa da še imaš finančni vložek, ne. Tu pa jaz, tu se mi zdi, jaz bi osebno postal odvisen od tega, oziroma preveč bi po mojem potegnilo not in bi cel čas študiral, kaj zdaj jaz moram delati, da se delam, kot da sem to, da bom jaz objavil, da bom pač pol imel neki react od tega. Pa profit, denarni smisel. Verjetno tudi, mislim, potem tudi profit, če imaš neke dogovore zmenjene. Si že neke vrste cenzuriran, omejen, ne, v tem, kaj lahko govoriš, ne. In to sem tudi vedno glede tega podcasta študiral. Super bi bilo imeti nek finančni priliv, ker vse stane, pa tudi zdaj imamo neke mesečne redne stroške in da bi vsaj to malo zmanjšalo, spet pa za kako ceno, ne. Ker zdaj ne vem, da mi je tu neki izdelek imela samo postavljen, zdaj da bi mogla reklamo delati, zdaj bi se mogla o tem pogovarjati, to pa že kar, ne. Ja, pač tu misliš na to, da bi ti nešče prav plačeval, da je imela, ne vem, je tu neki izdelek gor? Ja. Recimo, Meni bi, mislim, to me ne bi motilo dejansko pa to, ampak da bi pa jaz se mogel, vem, da včasih kaki taki politični podcast, ker pač se moraš pogovarjati, pa čeprav mogoče nimaš takega mnenja, ko ti tam izjavljaš, ampak si v tistem babli, ne. In te malo omejuje. Meni je to zdaj všeč, jaz zdaj lahko tudi skoraj vse, kaj povem, kaj meni všeč, ne. Ne rabim študirati,
za vnaprej. Kaj bom rekel? Da naš koga užalil ali pa ne vem, ja, razmenil. Štekam. Pa misliš, kaj je dosti takih vplivnežev, ki ne vem, promovirajo stvari, recimo, ki niti njim niso všeč, ne? Pa dajo gor pač zato, ker dobijo denar za to. Po moje tega dosti, ne. Veš, da lažejo. Pa veš kaj, ja bi rekel, da mogoče ne poznajo izdelkov ali pa sami jih mogoče ne bi kupili, pač je okej, Pač se ni slab. zastojne dobo, ajde, dan gor, ne. Pa da dobro mnenje, meni to kot oseba, meni je bilo to težko. Tako da, ja pa tu je spet oni catch. Lepota, zdaj pa spet lahko tu greš, ker kako dolgo to gre. Veš kaj, jaz sem študiral knjige, ne. Ja. Ne, tisto, ti si bral tisto Habits, ne, kaj že. Atomic Habits? Ja, to, ne. Pri toti knjigi sem en tak face delal. Jaz sem jo preletel, Okay. pa sem pogledal tak, pisal, kaj tu piše v toj knjigi, če jaz ne vem, ne. Pač nič ni bilo tako, kaj jaz ne vem, pa kaj nisem apliciral. In mi je bilo tako, zakaj pa je to tako popularno, ne. Ok, to ta oseba, ki je to napisala, ima res dosti dobrih knjig, ne. Je pa tudi po mojem tu ful vloga marketinga, ker sem na TikToku, oziroma na TikToku, na Instagrame, sem fulkrat dostikrat zasledil, veš, ko imaš, ne vem, napišem good books ali pa nekaj, ne, v search. Okay, Te pa ti vrže tote, ne, top 5 books you must read, ne. Ne veš vedno tota, ne. In sem tako, včasih se mi je zdelo, pač, ker to ni možno, ne, ker imajo vsi isti okus, ne. Ker je malo to, ne, marketing v ozadju, ne. Ker nešče to tem, ki to pač promovirajo knjige, plačajo. Evo, ti mene zdaj daj tu gor, ne vem, za toto pa toto mesto. Pač tudi v totem smislu, veš, tudi izobrazbe, so tudi tote stvari tako kupljene, po mojem, no. Ja, verjetno se pa sod marketing dela. Pač, no, se morate, tebi je bila všeč knjiga, ne vem. Se morate kaj Veš, kaj mi je bilo v novega redu, da me je opomnila. Ni bilo nič novega, tako meni osebno, ker sem mogoče sam prišel do teh. Ja, spoznan že, ja. Ja, pač, ne vem, neki habit ni šel, pa sem mogel malo spremeniti proces, to uveljavljanja habita, ampak da me, pa da sem imel na kupu. Je pa res, da nisem je nikoli predlagal nikomu, tako naprej. Sem pa en povzetek imam super narediti z te knjige in če to preletiš, se mi zdi, da vsebino knjige lahko kar. Dojameš. Ja. Sem pa videl zdaj, kaj na podcastu je tudi to knjigo dobesedno berejo, ali kaj citirajo. Nisem kliknil gor, ampak videl sem, da Atomic Habits chapter 1 piše, veš. In berejo za še. Zdaj po moje se več knjiga ne prodavlja, te pa zdaj to dela, veš, zdaj si lahko to privoščijo, ne. Ker pač, po moje so rekli, do kjer je meja, veš, kako da je padec povpraševanja. Zdaj pa smo prišli, ne vem, zdaj se še 3 knjige na teden prodajo, recimo, ne. Ajde, lahko zdaj mi to for free delamo, zdaj ven, ne. Tako se mi zdi, ne. Ja, zanimivo. Pač videl sem, kaj mi je vrglo. Atomic Habits chapter 1 mi je vrglo na podcastu. Tako da zdaj smo prišli do samocenzure, ki je dejansko, ja, ni prisilna. Si jo sami ustvarjamo. Dosti včasih dobim neki smešni meme, pa to pa sem tak, jaz nisem taka oseba, ki bi jih dal gor na story ali pa kaj, pa sem tak, zakaj pa ga ne bi dal? Pa dobro, ne bi rad, da me ljudje vidijo v taki luči, ono, ker če daš enkrat na 14 dni nekaj na story, pa veš, pa daš enkrat od tega neki smešni meme, aha, to, nisem oni, ki bi redno dal to gor, ne. Jaz sem imel v srednji šoli fest obdobje, da sem delal quote gore, pa se zdaj tako držim za glavo, da to gledam. Mislim, gledam, da se spomnim, ker sem to objavljal, pač pa koga briga, ne, tako jaz zdaj gledam zdaj, ne. Zdaj vem, ti so neki levje bio, veš, te pa quote neke, ne, be like, ne vem. Zdaj pa imaš podcast, zdaj si šel na another level tega quote-ov. Ne, ti misliš, ti bi nama rekel, da smo vplivneža? Jaz osebno se ne počutim tak, ne. Ne, pač jaz tudi ne, pač jaz iskreno sploh ne občutim več tega, da te nešče gleda na socialnih omrežjih, kot prej. Že zaradi tega, ker nič nimam, pa nigi ne vem nič spremljati. Ti morati bolj to, veš, ker vidiš te številke, ker ti delaš gor na socialne omrežje te videe, ne. Jaz pa dobesedno nimam feelinga, ker se kajkoli dogaja, veš, ker me ljudje dobesedno, veš, vidijo te, ne. Tako da jaz se ne jemljem kot vplivnež. Veš, zakaj ne? Zaradi tega, ker mi več snemamo, bolj ko nismo smerjali na druge. To, ja. Niti ne sebe, ne. Tako je, po mojem, eni podcasteri so, ne. Ja. Bi lahko bili, ja. Ja, ampak, evo, zdaj pa to prva stvar, recimo, ko zdaj začnemo delati, da se midva pogovarjama, pa midva malo sebe, ja.
ja, promoviramo ali pa oziroma tudi se učimo od en drugega mogoče, pa postajamo malo bolj intimno za javnost. Mislim, ja. Vse smo že samo ugotovili, ker dosti ljudi niti ne klikne, tako da smo sama, ne, oziroma s kolegom, ne, ker bolj ko ne gosti pravijo, ampak tak, da včasih pa še, da nisi tisto, da se pripravljaš malo na gosta, pa kaj bi ga vprašal, tako je dosti lažje zdaj, ne, to je v bistvu praktično pogovor. Smo pa dobili prvi hate komentar. Ki? Ja, mi dva. Na Da YouTube. je letel na najdva, komentar pa je bil ali TikTok ali YouTube, Okay, ali pa mogoče celo Facebook. TikTok se ne bi niti čudil, ne. Ja, ampak mislim, da ni bil TikTok. Ampak, točno na Nine2, ne na Nine video. Dobro, ker na Nine video, to sem pa videl na Facebooku, kaj si, kaj delajo tiste menemu, kaj je že bil? Do gostov, ja, to so, eni so brutalni, mislim, ampak da ti povem, ne, ker jaz sem bil tak, ko so vedno dajali gor, gled to te, mislim, jih probam ignorirati ali pa si mislim svoje, pa ponavadi je to v heci mišljeno vedno, pa se nasmejim, kak si zdaj ti to tega tu prebral za bistvo, ne. Ampak zdaj, ko pa bil ta prvi hate, bil je tak, vsi trije smo nekaj povedali na neke merile, Mihec je bil zraven, ne, in ne vem, forat, vsi trije nimate IQ-ja za enega ali nekaj taka. Wow. In mi je bilo, malo me je zabolelo, veš. Meni ni bilo vseeno tak, pa sem bil tak, pa gledati na TikTok, pa pogledaj, ima 100 komentarjev, tega 3/4 hejta na gosta letelo, ne. Tam pa mislim, to se me malo dotaknilo, ampak pol pa sem, človek te ne pozna, ne. Tako pa več komentira tudi meni koristi, za daril je bolj populariziran. Ja. Ampak meni ni bilo vseeno. Na začetku, ker sem tako kliknil gor, pa sem bil prav, malo me je bolelo. Pa si šel njegov profil pogledati? Ja, kar nekaj profil. Jaz sem šel gledati na YouTube, na začetki celo sem šel gledati komentarje, ne. In je neki hate komentar napisal in je imel YouTube profil ustvarjen tak 2-3 dni. Čakaj, na video? Na Nine video. Ki je to na YouTube, kaj je hate? To pa nisem videl še res, ne. Ja, vse lahko pol pogledam. A mislim, ker Benjamin Stradar, tam je bilo. Mogoče, mislim, da celo tam. Samo ne vem, nečem zdaj govoriti, ampak jaz sem šel gledat in je bil tak 2-3 dni ustvarjen profil, veš. Nešte si je šel profil naredil, da ti je komentiral hate komentar. Sem bil tak, gled, ti si zdaj toliko časa zavedal, da si tam pisoval notri mail pa vse. Ja, Včasih še mogoče. Ne vem pa, se spomniš prvi, en hate komentar na TikToki, kaj je bil, pa jaz pa tako preletim do tebe, da rečem, si videl to, ne. Pa je, ne vem, kaj je bilo, hejte v kolonem bil, pa sem jaz rekel, pa tebe to kaj boli, pa si rekel, ne, čist nič, ne. Pa jaz pa tebi, kaj mene tudi, ne, ker pač, meni je bilo smešno, dobesedno, kako je človek pripravljen napisati na Nine video, sploh ni pogledno, fora v tem, ker mi damo odseke, ki so pač malo družbeno kritični, ne. Ja. In pol si to on vzame z konteksta, tako smo se zadnjič pogovarjali, sploh ne ve, kaj je bilo prej tema pogovora, ne, kaj je bilo potlej rešitev, ne. On pa komentira tudi 10-sekundni video, veš, tako že veš, ker on sploh ni šel pogledati, nisem šel sploh nič pozanimati, ne, kaj je bila tema pogovora. Meni je to samo smešno, kako ljudje, samo hate, ful redko, pa je kakva pohvala na komentarjih, ne, če tako greš gledati. Tisti, ki je šel komentirati, tisti, ki je šel komentirati, da je hate komentiral, pohval pa jaz ne vem, če sem ga videl, kako da bi kdo napisal wow. Pa vse, če je konstruktivna kritika, me sploh ne moti. Ampak večinoma ni na TikToku, ne. Pa tudi pol to prerase v kreganje. To se dve različni se začneta kregati, tako oni primer na Facebooku, ne. In še zdaj mi včasih javlja, da komentirajo in je bil reel, ne vem, pred 2 meseci ali pa 2,5. Ja. Pa mi je prav smešno, novi komentar, stari reel. Lahko hejate že, se kregate. Ali pa daj, poglej si vsaj podcast. Ne? Ja. Ker on si zdaj neko mnenje ustvari na podlagi 20-sekundnega videa za celi podcast. To je po mojem lahko tudi kar pa ne, samo navarno, za podcast za človeka, oziroma za gosta, ne. Ja. Pač takrat mi nismo lofo spredi, kako bi bilo tebi, da bi bil ti, ne vem, to ti gost, na o katerem se je to šlo, ne. Pa kolikokrat sem jaz po podcasti, ko se je nehal pisati, to bi lahko malo boljše povedal, kaj sem zdaj, to še nekaj ostalo. Pa tudi jaz, ko sem pred kamero, nisem jaz najboljši luči, ko sem, ne. In da nešče to vzeme kot mojo celoto, veš, en odsek od tega za mojo celoto, to se mi zdi kar nevarno, pa po mojem to ljudje vse več delajo, ne.
na TikToke, pa to mi je lahko pomaga, da preveč posplošuješ nekaj in rečeš, to je dobro, to je slabo. To Ja, meni tako, ustreza, to mi ne ustreza. Algoritem pa ti tak meče nekaj, da ti V bistvu, attention ne vem, span. kako deluje algoritem, ampak ziher deluje na tem, kaj ti komentiraš, tudi ne samo lajkaš. Seveda. Ne. Ja, komentarja po mojem kar močna zadeva. Tako, če ti podcaste komentiraš, če v podcaste samo metalo. Veš, tudi če nemaš ti rad, ne, ker ponovaj po algoritem, ne vem, vse to ti algoritmi na TikTok je en izmed boljših Ja. nared, ne. Moraš vedeti, da Ker on te je prešil, kaj imaš ti rad, kaj ti širaš, kolego, ne torej, da je smešno, to je večinoma to, kaj lajkaš, to, kaj ti je res všeč, pa ne vem, to, kaj komentiraš, pa tak hejt večinoma, tako je vse imaš pokrito, vsem te zasipavljene. zdaj, ko smo si naredili te nove profile na TikToke, pa recimo na Instagram, pa to za ta podcast. In jaz včasih predvsem za Instagram ali pa TikTok, da me pač potegne, pa grem gledat hitro malo nekaj. Pa nikoli ni več kot 5 minut. Ampak da ti povem, da jaz zdaj prijem na Instagram gor, imam iste ta feed oziroma prvo stran za reele oziroma kratke videe, kot na svojem osebnem profile. Tako hitro me algoritem skuža. Wow. In imam že vaje za hrbet notri, imam neke športnike, imam slovenske reele, vse. In jaz nisem skoro nič časa tam gor, veš, pa ne pišem si, ne lajkam nič, ne komentiram nič dejansko. Samo pogledam. To pomeni, da me že tu skuži. Ne? Hiter je. Jaz sem zadnjič uporabil Nine TikTok na računalnike, ne. Tudi od individualnega podcasta, ful dobro imajo stvari gore za, če kam potuješ. Pa kaj si iti pogledat. To ima Face dobro narediti, veš, stvari, ki si jih pogledati v neki državi. To veš za iskanje totih idej, ne, kaj obiskati, ne, v določeni državi je res vrhunsko. Pač so stvari na TikToku, ki so res Face dobre, ker ne vem, na Instagrami, če sem šel to napisati, kam smo, ne vem, Ireland, ne, Irska, ne vem, pač nekaj. Ja. What to visit, ne, ali pa nekaj. In mi ni našlo dosti videov. TikTok, ni konca, ne bilo. Pa še imaš ponovadi opis spodaj. Ja. Veš, Face do level katero Instagram, letališče, ja. s čem greš, kam, to se strinjam. Ja. Pa tudi za klube, ko smo iskali, vse kar troflo Pa večino. ovo mapico ti vrže, pa link potlje do mapice, veš, ki se on recimo za road trip naredil, ne. Pač da s avtom potuješ od mesta do mesta, vse to, veš, ti eni naložijo, pa ti lahko do tega dostopaš. In tu teh pogledih je TikTok res dober. Zdaj pa imaš pa tudi dosti svinjarije, ne, tak je na svetu tudi. Po moja večina, ja. Moraš se kar izluščiti z tega. No, veš, če si ti gledaš vaje za hrbet, pa ne vem, vaje za fitness, pa to tudi po moje so full vrej videe gor. Ker ziher je nešče. Pač meni je najbolj fascinantno, jaz sem bil veseli, katerega sem odkril, ki ni bil tak popularen. Na YouTube je enega, ki se s triatlonom fest ukvarjal, ne. Pa imel tak 3500 subscriberov, ne. Okay. Ampak videe me je tako vrhunske, za vsak video se je šel res človek posvetil v literaturo, prebral knjige, potrudil se v urejanje, dot je resen čisto resnico, ne, zaradi, ker ni bil vezan na produkte, ne, veš. Pa on ni prodajal svojih trening planov, ne. To je pol avtentičnost in če imaš to srečo, da se ujemata vidve, to je pol, lahko si best friend z njim. Je pa res, da ta avtentičnost ni ponovadi mainstream oziroma niso najbolj popularni, ti, ki so najbolj avtentični, zato ker lažje je biti, lahko rečem, influencer, pa se prilagajati ciljni publiki, pa posplošuješ neke stvari, pa se ujema z večjimi ljudmi, ne, recimo, kar po eni strani tudi mora biti. Ampak se mi zdi, da ni takega globokega odnosa, ne. To je po moje lahko, ne vem, kak je AI bil, veš, da bi imel neki podcast ali pa recimo imel neke vsebino tudi v drugem jezike in bi, ne vem, ti recimo ne dostopaš do nobene vsebine v španščini, italijanščini itd., ne, pa ziher so osebe, ki se na tvoj personality oziroma osebnost bi lahko mečali, ja. Povezali, konektali. Ja, ziher. Pač omejena smo na jezik, ki ga poznaš, ne, torej angleščina, slovenščina, ne, hrvaščina, ajde še morate. Ja. To pa to, ne. To vedno, ko me vprašaš, v katerem jeziku imamo, pa zakaj ne v angleščini? Podcasta. Ja. Jezus. To me so vprašali enkrat na fakse.
starejši letniki, sem vedno rekel, da upam oziroma stavim na to, da bo pač AI prišel, pa bo avtomatsko prevajal že, ne, vsebino. Kaj se mi ne zdi tako daleč, na YouTubi že imaš opcijo ne, podnapisov in bi bilo po moje, da mi je zdaj tudi v neke italijanščini hola amigo. Ja, to je zdaj bilo glih ne italijansko. Ampak prvo, če je bilo, bi verjetno bilo tako angleščina. Ja. Ampak se predstavljaš najda v angleščini govoriti. Aha, da bi sama mogla. Ki smo neglih neko bisera v angleščini, ne. Ne. Mislim, ja, pol bi še bilo po mojem manj autentično, ker bi mogel študirati, kaj bom jaz zdaj s kero besedo kaj povedal. Jaz sem bolj številke pa naravoslovje, to je boljše. Kak pa jeziki. Samo jaz bi šel v kakšno južneje, hrvaščina. Ja, okej, pa dobro, to je bliže. Veš, to pa se že učiš iz muzike, ne. Se po moje, če bi ti, ne vem, gledal španske nadaljevanke, pa muzike, pa slušal španske, neke ful, sigurno bi se nekaj naučil. Če ne drugo, vsaj način izgovorjave, vse to bi pridobil, ne. Ja. Opa, klic. Je pa res, da včasih sem študiral, kaj če bi kakega hrvaškega, veš, pa se mi je ti bi ga razumel? Jaz bi ga razumel. Sam bi ga v slovenščini bi ga spraševal, ne. To sem mislil, pa če kaj bi zaštekalo, veš, bi rekel, to si tak mislil v hrvaščini, ne, ampak, veš, 4 milijone ljudi se ti odpre, ne. Ja. Kaj je enkrat več kot Slovenija. Samo, ja. Misliš, da bi Hrvat poslušal slovenska voditelja, čeprav je gost hrvaški? Ajde bi, zihar bi nišče. Ampak... Nešče bi kliknil. Ja. Samo naslov pa je veš slovenščine, ne? To pa zdaj opet, ne? Ampak da si, to sem zadnjič glih je dal Klemen od ideje, najbolj poslušam njegov video, je z Srbkinjo, okay. Ne? Kaj večji trk, ja. In to sem glih mislil, ne samo hrvaščina, to še se bi Srbija, Bosna, ne, se ti odprla, ampak je pa res, da, ampak on je v slovenščini govoril takrat, ne. Ampak je bila ful taka tema sporna, ne, kriminalna. Tako. To je tudi 100% pripomoglo. Ja. Je pa res, da večina... Pa veš, kriminal, nasplošno, marsikdo ne ve realnega stanja, ne, samo filmi pa to, ne. Pa v Sloveniji imaš tudi dosti že pač teh priseljencev, ne, ki pač govorijo doma, ne vem, srbsko, hrvaško, ne, ampak razumejo pa slovensko, ne. Veš, že to, ne, to je tudi, se ne vem, kje je sploh bila gledanost, kak je ogled številka. Tista? Milijon? Ne vem, ne. Vse to lahko hitro pogledam. Vem pa, da je bilo daleč največ. Ja. Si predstavljaš, da je milijon? Ja, 933 ja. tisoč. Vem, da je bilo daleč pred drugimi. Ampak spet, ja, meni se gre zaradi gostov. Imel bi večji bazen gostov, ker v Sloveniji, zdaj, ko jih iščem, res moram včasih potruditi, ker spet gledam, kdo bi prišel. Ja. Spet gledam, koga bi rad imel. Tematiko, marsikaj me zanima, ampak vse, oziroma naju zanima, ampak on ne bo prišel. Včasih mi to sploh ne odpišejo, veš. In pol, da se ti dogovoriš, je ogromno nekih teh, kako bi rekel, preprek. Preprek, ja. Pa da te nešče zavrne, nešče te potrdi, te pa dogovoriti se za terminke, zdaj pač gremo na malo ljudi, ki so bolj zasedani, ne. Ja, pa specializirani, pa mogoče malo več izkušenj in spet dalj časa traja, da se dogovoriš z njimi, ali pa da ti sploh, da ti povem, te goste, kaj smo povabljala, ne, je polovico jih zavrnilo, polovico pa sprejelo. In od teh, kaj je sprejelo, se še dosta zdaj sploh dogovarjam, kdaj se bo dobile. Ker, se veš, onega čakam že 4 mesece, ker je zaseden tak, ne. Pa ga tudi razumem. Pač zihar ga razumeš. Saj, to glih, zato ti malo frendevidno malo, da se mi od tega oddehnemo, ne, to teh gostov, tega dopisovanja pa to. Ja, na kateri minuti smo? 52. 52. To je za ful hitro minilo. Ja, meni je. Samo meni je bilo leže, jaz sem se zdaj spremljal, veš. Aha, ok. Snimat pa še oboje. Bi ti šel kar na vprašanja? Lahko. Gremo v enih par smešnih, pa ne, oziroma eno smešno, 2 resne, tako bolj.
Meni je vse lahko. Ker je res smešno. Rabim dobre pick-up line v slovenščini. Ja, lahko, mislim, Ajde, daj, povej. samo ni, ne, jaz sem glih v drugo smer mislil, iti, da... Ampak povej ti, pa bom jaz te povedal. Če ga nimam, ne. Ja, ja. Zadnjič sem se s puncami pogovarjal. Kak je njim, kaj pričakujejo do njih, ko pristopiš, ne. Pa so rekle pick-up line, ne. To se reče. Pa... Ajde, jaz bom rekel osnovo, tisto, kaj je normalen še slovenščine. Ej, kaj je bolelo? Zakaj ne? Ker si padla z nebes, ne. To je še najbolj, ne vem, za boljšega slovenščine, ne vem. Mimo boljšega edinega. Moraš pa translatati, ne? Ja. Veš, prevajati. Tako ti zelo, ko izbereš druge. Imaš kakšen pick-up line? Ajde, v angleščini, če ga imaš. Jaz vedno skoro, da povabim ples. Vedno poslušam muziko tako, ki skero... Greš plesat? Ja. To večinokrat, ampak, ja, vse to je dosta krat ne dela. Ali pa, ne, Gašper Fora, ne. Kako se reče, potrka po rami, ali kako bi rekel, potaplja po rami, te pa se dela, kot da ne, on bijo, ne. Kako je bilo, vse to tako malo daljše, to smo zadnjič tudi prebrali, kako sta šla s kolesom do Dubrovnika pa nazaj. Kaj, če opišemo samo take dogodke, ki si jih zapomnil? Dogodke, ja, kaj si se mogoče pač oziroma, kaj ti je bilo tisto fascinantno, veš, da nisi pričakoval sploh. Zadnjič mi je prijatelj rekel, da je najbolj spoštuje pri meni to, da smo šla s tem. Ne. Da sta kaj šla? Da smo šla s kolesom do Dubrovnika pa nazaj. In sem rekel, to je, da se, če se predstavljam, tega sploh ne omenim, ne. Bi prej marsikaj drugega povedal. O sebi, ja. Ja. Je pa res, da je to bila po mojem dosta bolj mentalna izkušnja, psihično, pripravljenost, kako pa fizično. Zdaj seveda drugače gledam za nazaj kot te, to je bilo neko obdobje, ko pač nisi me mogel ustaviti, pa tebe ne, in našla smo se v skupnem športi nekem in meni je bilo takrat, po eni strani sem vesel, da če sem pretiraval, da sem pretiraval v tem, da nisem šel v kako drugo stran, oziroma skrajnost, ampak ni bilo zdravo. Lahko bi isto stvar delal, ampak se bi zdaj loto dosta bolj pripravo. Pa fizično mislim, pa tudi bi mogoče naredil manjše stopničke. Je pa res, da bo mi zavedno ostalo spomine. Sploh zato, ker ni bilo tako idealno, oziroma bilo toliko preprek, mogoče nekih mezmes dejansko psihični, fizični, in to mi je bilo nekaj najlepšega, zdaj, ko se nazaj spomnim. Da je vseeno šlo skozi, ne. Tebe? Meni jaz, če gledam nazaj, meni že takrat, ne vem zakaj, ampak jaz tako, ko trpim, fest uživam. To povezal manj. In takrat, v tistem trenutku, mi nikoli ni bilo težko, zaradi tega, ker sem vedno dobil neko nagrado. Wow, prišli smo na cilj. Dejansko je to mogoče nekaj, kaj si predstavljal, da spuščaš se v neznano, wow, da bi jaz prišel v Dubrovnik, ne mogoče. Prideš v Dubrovnik, Madonna, ne. Niti ni tako težko, ne. Samo čas si moraš vzeti, pa to, ne. Čas riskirati, ne. Vedno vprašajo, do Dubrovnika ali do Dubrovnika pa nazaj? Ja, do Dubrovnika pa nazaj, ja. Ker marsikdo bi šel s cugo nazaj, ja, to je res, ja. Ker ciljna destinacija, ampak veš tako, da greš ti na Mont Blanc, moraš priti gor, pa dol. Dol. Dol je potlej tisti del, ki je najtežji, ne. Okej, energijo do gor, če imaš, to je še najlažji del, ne. Maraton se začne pri 35 kilometrih. Ja, tako pravijo. Vse pravijo. peče, ne. Ja, to vedno poštudiram. Včeraj, ko sem se pelil z avtom, joj, pa postela, zdaj se nem naspal, pa hrbet me pobolel, če bom spal v avte, pa ono, pa daj, kaj pa če grem v Maribor spat, ker sem imel ključe, ne. Ampak sem rekel, Patrik, če zbiram, ali grem ta spat, ali pa bom pač en dan malo slabše spal, pa sploh ne mogoče pol spal, če ono opcijo zberem, sem se vstal pa šel ta spat in veš, kaj je bilo? Zjutraj se zbudim, grem na avtocesto in pri naslednjem, ne vem, 10 kilometrov avto zabit v ograjo, ker je zaspal verjetno. In sem bil hvala Bogu, da nisem bil
tu trmast, ne. Morate bi ti bil tisti. Jaz sem bil tak, pa id domov, se za podcast moraš poslati, tisto, kaj si zdaj ti poslal, tisto sem mislil jaz, pa če bom zdaj tu v avti spal, bom zjutraj prišel komaj ob 11 domov, ne. Ampak, ja, pa na Ptuju spet je bila prometna. Tako da... Dobro, se je bil tudi fašing, tak je alkohol. Ja, na Ptuju je bilo, se mi zdi, zaradi fašinga. Ja. Ker je šel prek krožišča, tak. Je. Samo se spomniš, Ormo, že enkrat prometna nesreča, ki je bila, ki je tu išel en prek krožnega, ki je tu priješ po obvoznici, pa tam, ki so zdaj avtopravnice v to, ne? Pri to tem, kaj je prej, pa so prek so vinogradi, ne, posajene. Tu je en prek, ker je zaspal. Ja, mislim, groza, samo zaradi sponca. Vse to, mislim, kaj večinoma je na avtocestah pa to zaradi tega, ker ljudje zaspijo, ne, prometnih nesreč. Ja, po zadnjič sem se nekaj pavil, ali si bil ti zraven, ne vem, da smo prav trobli, veš, je to nekaj zaspal, si mu samo trobo, Ne, pa sem cuknil nazaj. zbil. No, zdaj cuknil, pa gremo na, ne vem, se pavim 20 minut nazaj, opet zaspal, trobi samo, ne. In sem bil tak, to je nevarno, veš. Pa ja, pa pozornost, telefon pa take fore. Dubrovnik? Je moja najljubša izkušnja, wow. Oziroma, ki sem si jo zapomnil, pa nisem pričakoval, preden smo šla, je bila to, kaj naj danes češ pukno, ne. Kdaj smo kolesarili, ne. To smo se vračali že z Dubrovnika, tam po grdo rečeno je bilo, veš kak, ne, Vuku, ne, kaj. Aha, ja. Bogi za hrbtom. Ja, da rečemo, to je bilo, ko smo šla od Splita proti, dejansko smo se peljala ob bosanski meji. Neum. Ne, kaj se nor, to je ob morji. A te pa bilo ob morju, te pa... Ne, nismo se peljali v Neum. Gor smo šla, ob bosanski meji, samo ne vem, kjero mesto tam bilo. Vem, da je eno mesto bilo Gračac, vem, da je bilo eno mesto, tisto, ko so Srbi takrat jih nagnali ob osamosvojitve. Tam smo jedla nazadnje, vsega mu takoj ga bom nešel. Plitvička jezera, pred Plitvičkimi jezeri je Gospič, ampak mi smo šli po toti cesti. Bihač je bil. Bihač je bosanski, samo tu nismo šla. Kaj mi zdaj naloži? Gračac, evo, Knin. Knin, tako, ko smo šla ja, ze Splita Knin, Knin, Gračac. Gračac, te smo Plitvička, Zagreb. Ja. No, te najdva je, pač mislim, človek se je pač prehitevuje, pa špuknil. Ne. To je bilo nekaj nepričakovanega, ne. Jaz pa sem še dihal s odprtimi vestmi. Elektrolite. Ja. Jaz si pa zapomnim vse to te moje gummi defekte, ko sem imel. To itak. To bi se lahko pogovorila 5 ur o tem. Ja. Imela smo pač zgolj dosti težav z bicikli, to je bilo prvo. Spomnim se trenutka, ko sem jaz dol pogledal, pa sem videl samo, kak Nikola dela cik. Ja, no, v Smicu. Tako dela cik, cik, cik. Potem sem bil tak, kaj šrajf, kaj je, mislim, ali je os kriva, ali kaj, ne da kola, ne. Os bi že hitreje. In pol vidim, da kola, in pol sem pa študiral, kak zdaj jaz ne povem, kaj je to konec, to je drugi dan bil kome. Gremo dalje, stari, samo kaj če padnem. Kaj če bremza, ki ne primem, ali pa mi vtrga, veš, ker mi miga. In pol to je bilo toliko, te pa seveda, kdo me bo kam peljal na servis, kak bo šel ti dalje in... Ampak smo imela ful sreče v nesreči, ne. Da smo imela, ker je bilo to čase dopustov, je bilo dosti ljudi praktično na morje in tam na Pagi je tvoj dedek, hvala Bogi bil, ne. Je prišel z kombijom, pa te odpeljal na servis, jaz pa sem šel sam s biciklom. Tisto pa tudi, tista tura je bila. Takrat sem videl, ker niti ni tako težko sam potovati s biciklom. Ker si hitro ti mine, sicer cel dan sem gonil, pa 200 km sem naredil te, ampak ni tak. Pač ne vem, no, meni saj ni, ker sem ten užival tisti čas, ko sem to delal, no. Pa še zdaj bi. Ja. Ampak... Ti bi šel še enkrat kam s biciklom tak, ali zdaj tebe več to ne? Zdaj prvo vprašanje,
glede na mojo poškodbo. Ja, ok. To letos ne, če pa bo ok, pa ziher bi šel, samo nikoli na silo več. Ne. Mislim, se ni bilo tak, ampak je pripravljal se bi prej. Kako pripravil v smislu, Ja, boljše oprema v to. Recimo, pa imel bi ziher več varovalk, glede kako bi se pot pa to začrtal, pa... Samo meni pa je bilo to glih vrej. Mi smo pač sledila toti transverzali, ne, hrvaški, obmorski transverzali, magistrali. magistrali, Ja. to ja. To smo, pa je, Ampak da bi meni kola poknula dale od Makarske dol, ja, ok, ja. Pač mislim, tam več servisa ni bilo, ne. ne. Ali pa ne vem, Bosne, A to misliš, da bi imel rezervne, samo z gumami smo ne imeli nikoli težav, ne. Gumene. Samo celi kotač, ki se ti je špica, je to špica, ne, špica se ti je zvila, ne. Prevelika teža nosil bicikl, ni bil očitno, pa nismo imeli slabih biciklov, to je največja Pa fora. jaz sem na servis šel, pa je rekel, ok, je, ker je bila malo zvinjena, ampak Ja. je rekel, to je ok, vrede. Samo teže sem verjetno imel, ja, preveliko. Ne vem, pa veš, biciklov nismo imeli slabih, tako iskreno. Ne, pa še zdaj, ok. Ne vem, zakaj, no. Lahko zdaj tudi se lepo nadaljuje. Imata še kakšno drugo skupno aktivnost, pa tu se imata dve taki podvprašanji, ki bi lahko v tu šlo not. Evo. Skupna aktivnost. Trenutno. Jaz bi rekel, da trenutno podcaste snemamo skupaj. Aha, še kakva druga, jaz mislim, da Ja. to že všteto. Aha, še drugo skupno aktivnost, ja, drugo. Jaz sem se športa zdaj kar umaknil. Fitness nas združuje, ne, ti hojiš še fitness? Ja, jaz hodim samo delam čist druge važe. Aha, ok. No, mene pa fitness pač ne prepriča. Ja, nekoč lahko rečemo, smo imela fitness, Fitness, kolesarjenje, tek, Gore. plavanje, gore, ja. To smo vse pač nekako praktično mešati. šport, ne. Ja, vse smo probali mešati. Se mi zdi, da nam je šlo dobro. Bila smo oba trmasta. V nekem smislu, ja. Vsaj jaz sem bil. Pač ja, ajde, moraš biti. Strajna. Ja. Pa se mi zdi, da nam je dober hype dalo na koncu, ko si, ne vem, prišel na goro, ko si odkolesaril, ono isto nam je bilo všeč, pa bila smo tudi, se mi zdi, toliko isto nekje fizično pripravljena. Veš, če bi jaz zdaj bil debeli, ti pa suhi. Ja, se namreč Brez tako veze povezati, bilo. ja. In zdaj pa šport prišel, slučajno šport se je zmanjšal. Ja, na stran je šel zaradi, ampak jaz bi tudi to trmo bi povezal. Na eno trmo, pa mora ti malo nesreče, ker jaz, če to gledaš, vsako poletje sem imel nekaj, ker sem celo zimo delal, sem čez poletje zgubil športi smiselno, veš. Vsako leto, zdaj sem imel toto koleno, te predteden sem tisto, ker sem s biciklom opal, ker me je hrbet bolel. Te pa veš, vsako leto je bilo nekaj, ker ne morem, veš, ker imam spon v, ne vem, pripravljenosti športne, pum, padec. Te vsake čisto, man to veš. Ampak zaradi to te trme, ker pač več bi, ne. Jaz imam zdaj glih obdobje, ko študiram, kaj sploh bi, ne. Imam, ne vem, društev smo bila oba ogromno, pa isto športov različni, ampak probam si nekaj zbrati, kaj vem, da bi se lahko bolj globoko posvetil, pa ne vse naenkrat A več. to je vredno, ne veš, kaj veš ločiti, ne. Ker pa se veš omejiti. Jaz recimo zdaj, da gledam za nazaj, pa kaj je meni hostilo, ker sem slaufal tam za trening 21 kilometrov, ker sem Pa šel ti je bežat. vzelo kaj 2-3 ure, Ja. veš. Pač kaj je to meni koristilo? Ja, takrat ti je dalo to, jaz sem si zadal, imel si ono potrditev, ko si naredil, počutil si se dobro. Pa mogoče, ko si komu povedal lahko, še bilo dobro, si dobil ono oziroma nešče te ceno. Ampak pol pa veš, poškodbe pa mogoče ni več toliko vredno to, ne. Ja, pa ne vem, jaz bi rekel še tukaj, ugotovila smo, da vseeno toto forsiranje nečesa, ne, ker čim prej, ne, ni vse. Ampak da pač dolgoročno gledaš, jaz zdaj recimo tako delam, da ne vem, iskreno treniram tako samo petko, ne,
5 km, tako je največ trening, kaj imam 10 km, pa to je čisto zadosti, zato ker jaz ne mislim živeti od športa, to je prvo. To pomembno. Pač zdaj se pogovarjamo spet v bistvu praktično z sorodniki, triatlon, ne. Sem rekel, ok, ja, bom šel na triatlon, ampak grem na sprint, zaradi tega, ker vse kaj več, jaz mislim, glej, ti, če greš na Ironmana, ja, jaz mislim, da večina ljudi, ki gre na Ironmana, grejo zaradi cilja, ne zaradi tega, ker bi pot tako fejst imeli radi, ne. Ker za polovičko ali Ne, celega? celega. Ti si moraš predstavljati, tu je 42 km za odbežati, tu je 180 km za odkolesariti, pa 4000 za preplavati, ne, metrov. Ja, 30. Zdaj si ti predstavljaj, narediš ti večjo škodo ali korist telesi, če treniraš za take cifre. Moraš znati, ker so ljudje profiji samo v 42 km, ki bežijo, ne. Pa celo življenje posvetijo samo teki, ne. Zdaj pa ti 3 športe združi v to, ne. Cenim tiste profesionalne športnike, ki to pač Ironmana dobesedno tekmujejo, svaka jim čast, ne. Ampak jaz da bi on živi od tega, ne. Jaz od tega ne živim. Mora ti enkrat življenje, samo ki prebežiš, pa trpiš. Ampak da bi to vsako leto praktično za to delo, pa ne vem. Ja. Zdaj tako gledam. Preveč ostalih stvari izgubiš. Ampak če pa gledaš za nazaj, mene pred enim letom bi rekel, ja, vse bi dal za to, da bi Ironman lahko šel, ne. Ja. Ja. Čeprav si pa v tisti skupnosti tvojih športnih kolegov bok, ne. Veš, dobiš pa tisto, ne. Pripadnost neki družbi, ne. Samo moraš paziti, da ni to ego trip. To glih. Meni je ta fleksibilnost zdaj tako vreje. Jaz lahko grem kam čem, kdaj čem. Mislim, v smisle, da se sam sebe ne omejujem. Ne, zdaj pa jaz moram iti fitness. Ne, lahko grem fitness, ker mi je všeč. Ker to sem čuval, to sem na tistem seminarju slišal, ne obnašaj se do sebe, kot da vzgajaš psa, ampak kot da vzgajaš delfina. Če vzgajaš psa, ga ti vedno z palico in daš omejitve, kazne in se, kako bi rekel, kaznuješ sam sebe vedno za vse in te to vodi. Delfina pa se vzgaja tako, da vsakeč, ko gre v neko pravo smer, ga zelo nagradiš. In vse te male spremembe, ki grejo v tisto smer, katero si želiš, ga ti zelo nagradiš in tako ga ti natreniraš. Ker če pa ga s palico, on te ne bo nič. In moraš biti malo večji prijatelj sam s sabo, kako pa da imaš neko restrikcijo. Spet pa pol imaš na drugi strani, lahko obrnemo pa rečemo, ok, kaj pa vztrajnost? Da bom jaz zdaj za vsako stvar si dal v cukrčke, ne? Pa ni ok. Tako da ja, ta kombinacija mi je ful zdaj všeč v zadnjem času. Je pa res, da trenutno podcast nama taka neka skupna stvar, dobro, se hodimo ven žurat, ampak Ja, wow, fejst, ja. ja. Fejst hodimo ven žurat, ja. Kolikokrat smo bili za fašing ven zdaj? Nič. Nič, ja, točno to. Nič, ja. Ampak jaz bi samo rekel, naj bi se zaradi vpičal v tvojo primerjavo, danes se pesi tudi vzgajajo s priboljški. Aha, seveda. Ja, ne, se jih ne bi. Tehniko sem mislil. Ja, vse vem, kaj si hotel dopovedati, ampak samo, da ne, da kdo je rekel, kaj zove govori, ne. Ne, ja. Ampak zdaj, ko boš to reel ti lepo naredil, ne, bo spet Patrik. Ja, bo Patrik, glej, on pa misli, da pesa mora vzgajati tako, da ga tepe, ne. Ja. Ali znate kaj skuhati? A smo to že imeli? Ne vem, ali smo zadnjič? Moje ne. Ne ve nič. Ajde, veš kaj skuhati? Ja, vem. Najrajši kuham pečem dejansko na žare. To meni je Dobro, najboljše. to je moško delo. To je moško delo. Drugače pa, ja, vem skuhati, samo nisem pa tak ljubitelj kuhanja, oziroma jaz... Znaš skuhati za potrebe, pač, da nisi lačen, ne. Tako. Jaz pa rad kuham, to bom rekel. Ne rad pečem, torej slaščic in tega. Aha, to? Ja, rad pa kuham. Glavne jedi, juhe, solate, oziroma to se sploh ne kuha, ampak dobro. Pripravlja, ja. Rad kuham, to bom rekel.
od vsega. Fun fact o meni, da sem v COVID-u mi je bilo najboljše, ker sem lahko kuhal celi familiji. Veš isto, da si bil v karanteni. Ja, Te sem jaz ful dosti kuhal. bro. Hvala. Bro. To je super. Ne, Meni je problem si čas vzeti. Jaz si ga ne pač, vzem. takrat nisem imel drugega. In takrat sem si jaz pač vzel kuhanje kot prosti čas, nekaj, kaj imam jaz odklop tisti 2 uri, ne. Ja, Ker sem res skuhal z čistih sestavin. Pač. ja. Jaz rajše grem na sprehod. Dobro. Veš, ker sem mislil, da se je prej povezoval lepo s podcastom. Jaz pa sem pač fest rad jem. Rad ješ. Ja. Jaz tudi rad jem, ja. Ampak ne res. Zato imam tudi balans, veš, šport pa rad jem, ne, ker če grem na bicikl, pokurim kalorije, lahko se najem. Lahko enkrat čem. Tu sem jaz bil ekstremist. Jaz pa, veš, te pa cuker, takrat, ko sem ja, nekaj naredil, Aha, recimo, ja, ne. jaz pa ne, to cuker. To ne. meni to ni bilo. Ne, meni je bolj kot nek glavne. Jaz recimo tudi, da greš na gostove, pa imaš na mizi, zdaj ali imaš sendvič, ne, veš tiste Ja. vložene kruhe, ali pa imaš sladice, ne, kaj bom jaz vzel. Vedno kruheke. To je lahko naslednjič debata, naslednjič v individuum je. Ja. Imam jaz eno izkušnjo, za kjer še nisem povedal. Da si vzel Ne, špricer. ne. Prej sem mislil, kaj vam je dalo snemanje podcasta, to je lahko ena kratka. Kaj? Kaj si Kaj vam je dalo snemanje podcasta, ko smo imela, da se je navazovalo na to, da imamo skupno aktivnost podcast? Jaz prvič, pa še ti študiraš, Ne, ne. ker sem ga dal, ker sem imel dober odgovor. Ker se je glih navezovalo na ta šport, pa smo bila oba v vsem skoraj da enaka, bi rekel, smo se res enake aktivnosti, enake cilji, najni Instagram profili, posti so bili podobne, kar je bilo super, ker si imel nekoga, ki te podpira v nečem, ki ti mogoče ne bi bilo dobro sam delati. Zdaj pa vem, da vsakič, ko imam nekega gosta, pa tebe, da smo si tako različne, da se mi zdi, da tudi midva smo si dosta bolj personalno različna. Pa kaj se mi zdi plus pri podcastu, da ga imamo, da smo si različna. Okay. Jaz bi To ti se mi zdi, rekel, da se da smo od takrat, ker smo imeli samo šport kot skupno nit, ne, smo se oba pač spremenila v različne stvari smo doživela v življenju, pa različne Ja, in posledično dogodki v tvojem življenju vplivajo na ja, razvoj osebnost, človeka. Ne. tako. In tu je že bilo tisto potlje pač kako je šlo, ne. Prelomnica, recimo. Ja. In je pač tako v tistem, kaj je že film, See You Again, ne. Veš, on Aha. odide v levo, gre desno, samo pač mi se še vedno videvamo, ne, ampak tako je pač šla tista najna nekak razvoj osebnosti, no, bi rekel. Ja. Ti si fejst se vrgel pač tudi spiritualne vode, pa to ne, pa fejst to te je začelo zanimati, ne, Ja. delovanje uma, pa to ne, pa ti kot notranji človek, ne. Jaz pa, meni nisem še doživel takega. Kaj ni nič narobe. Ja, ne. Kaj ni nič narobe. Ker na koncu še vedno za mizo sedemo, pa da Se lahko vemo govorimo. pogovarjati, ne. To je dobro. To pa naj vas zdržuje, jaz mislim, ker pač vsakemu damo možnost, da pove tisto, kaj pač on misli, da je prav. Ja. Ne se ljubljamo nikomu mi svojega mnenja. Ja. To je tisto, kar pa pri nama meni se zdi, kaj vrejno. Veš, znamo biti tiho, da veš, kaj pač moraš biti. Ne pa, nismo tista, ki bi bila v družbi vedno tista najbolj glasna, pa mi je vedno tematiko pogovora ohranjala, ne. Ja, to sem zdaj tudi jaz dosta bolj manj ratujem. Dosti bolj mi je, pač jaz že od nekdaj, ker pač poslušam bolj kot ne ljudi v družbi, pa si mislim, ok, to pa tak, morate kdo kaj rečem. Ja, taki pač smo. Dobro. Jaz mislim, da lahko tu naredimo en cut. Ja. Lan. Hvala, lepa, da si prišel. Ja, gremo zdaj v Maribor, ne? Se vidim v Mariboru. Torek je žurka. Ajde, čau. Ajde.